Hello, my dear friends, my dear subscribers, and whoever actually come to this channel. Ali po domače, ker bom danes govoril v slovenščini. Pozdravljeni vsi moji subscriberi, ki ste Slovenci. Ostali si pač lahko priključite CC oziroma subtitle. You can switch on the subtitles and you can listen if you're interested. But this video is more about Slovenia and Slovenian people. Torej, dragi moji Slovenci, Bog tukaj ali Bog Franci. Vesel Božič vam želim. Včeraj je pač minil božični večer, danes je dan samostojnosti Republike Slovenije. In zopet sem dobil različna sporočila, ki bi jih vam rad predal. Verjetno veste, da smo edina država na svetu, katera ima love oziroma ljubezen v svojem imenu. A nažalost, bolj ko vas opazujem, bolj ko gledam, je ta beseda zelo redko izrečena. Oziroma skoraj nikoli. To besedo ljubezen ste zamenjali z besedico rad te imam, oziroma karkoli drugega, le I love you oziroma ljubim te ne znate izreči. Zanimivo mi je, da sem celo prišel v kar par konfliktov z osebami, katere že dolgo poznam, ravno zaradi te besedice. Ampak še bolj je zanimivo, zakaj te besede ne morete izreči. Niti ne svojim najdražjim, niti ne staršem, niti ne sinovom, otrokom, hčerkam, niti ne partnerjem. Zato, ker takoj, ko izrečete to besedo, se nekaj zgodi, mar ne? Ne vem, če veste, ampak Bog je ljubezen. In v bistvu, ko rečete ljubim te, v bistvu praktično ste predali oziroma prevzeli odgovornost za neke stvari. Žal pa Slovenci nismo narod prevzemanja odgovornosti. To lahko vidite že od politiki, to lahko pogledate v gospodarstvu, to lahko pogledate v razmerih, skratka na vsakem koraku. Nikjer, skoraj da, nikjer ne vidim odgovornih ljudi, oziroma jih nisem spoznal. Odgovorni ljudje imajo integriteto in se držijo svoje besede. Tega mi nimamo. In zato tudi besedo ljubezen dejansko raje ne uporabljamo. Kljub temu, da jo imamo edini v imenu države. Torej, če pogledamo malo širše, ravno včeraj je bil Božič, veliko vas je šlo v cerkev, mogoče, če ste iz Novega mesta, v kapitel, mogoče v klošter, odvisno, katere vere pripadnik ste. In zanimivo je tudi to, kako je za vas težko prevzeti odgovornost za karkoli. In sicer, če greva recimo samo, verjetno ste opazili ali pa slišali, da sem naredil Goljufi Slovenija in tam objavljam razne osebe z imeni in priimki. Ne morem verjeti, kako dejansko vam je enostavno izrekati laž, skoraj da vsem, ki jih poznam, a zelo težko izreči besede ljubezni, topline. Še težje vam je izreči recimo nekaj čist povsem enostavnega, ko pridete v trgovino ali pa kamorkoli vprašati drugo osebo ali pa prodajalca ali pa kogarkoli, kako je. Tudi to je nekaj povsem tujega v tej državi. To sem opazil že, ko sem prišel z Anglije, Avstralije in sveta nazaj v ta del, v to vas z imenom Novo mesto ali pa kar cela Slovenija, ko dejansko ni nobene sreče, veselja, kako pa bo, če ni nobene ljubezni in nobenega Boga. To in bi rekel tisto, kar ljudje govorijo o tem, kako so verni in verjamejo Boga in hodijo v cerkev, tako kot ste marsikdo šel včeraj oziroma
ja, včeraj praktično polnočnici, je prav zanimivo. Zanima me, če sploh to kdo opazi od mojih dragih bratov in sester Slovencev. Ker jaz to opazujem že lep cajt. In ta dejansko izrekati laž ne govorim na pamet. Ravno zato sem naredil Goljufi Slovenije, ker edina zadeva, ki se mi zdi, da morda vsaj nekateri goljufi začnejo brskati po svojih, kako bi rekel, goljufijah. In morda celo pridejo do tega, da pridejo in prevzamejo odgovornost in dejansko potem umaknem kakšen od videov. Recimo, pa ne govorim, da bi to goljufi bili, bi rekel, goljufi so pri nas resnično prisotni, še najmanj med cigani, ravno zato mogoče imamo tak spor z njimi. Zato, ker dejansko vsi ostali bi goljufali, ampak moramo za to poiskati nek drug način, mar ne? Torej, v službi recimo je to čisto normalno, da se izrekajo laži. Recimo zdaj delam z Merkurjem zavarovalnico in tudi do 11. januarja sem jim dal čas, da uskladijo te svoje laži, ki so neverjetne v bistvu. Tisto, kar piše v pogodbi, kar je našteto jasno in glasno, oni še vedno trdijo, da to ni res. Spomnim se tudi na Gornjem trgu 15 v Ljubljani, sem nekoč najel lokal, podpisal predpogodbo z kar znano družino Grabnar, ki jo bom seveda tudi predstavil na Goljufi Slovenije. In zanimivo je bilo, ko smo potem urejali in vložili kar ogromne denarje, da smo tisti objekt, ker to je menda ena najstarejših hiš v Ljubljani, Gornji trg 15, obnovili. In kaj se je zgodilo? Ko smo prišli na pogovori, da bomo od predpogodbe podpisali pogodbo, so 303 ljudje poslali druge osebe na ta sestanek. In ti isti 3 ljudje so kar naenkrat trdili, da te predpogodbe sploh niso podpisali. Da, tako smo pol končali na sodišču. Seveda smo to zmagali, mi rekel, in prišli do, recimo, večjega dela tega vložka. Ampak čemu, razumete, čemu ste v bistvu podpisali pogodbo s hudičem? Ker laž, goljufanje in pretvarjanje je vsekakor stvar hudiča. In nikakor ne Boga ali Jezusa Kristusa. In zelo mi je pač, bi rekel, v ta božič, ki smo ga vstopili letos, ne, vas res pa prosim, da pogledate mogoče v svoje življenje, ne, in se nehate pretvarjati. Recimo, kar poslušam velikrat, je, kako ljubite svoje otroke. Joj, ta otrok moj je tak, in poslušam, kako pač naštevate vse njegove kao dobre vrline in tako naprej, ne. V bistvu je pa šit od otroka. Ampak tega si ne upate priznati sploh. Večji del vas je takih, ne. In ta šit od otroka, potem, bi rekel, spromovirate ga, vodite kamorkoli, ga porivate skozi življenje, mu porihtate z vezami tako službo, drugo službo in tako naprej. In potem ta šit od otroka pride in vodi državo. Ali pa neko firmo. In kaj mislite, da bo ta šit od otroka kar naenkrat postal odgovoren? Resen? Da ne bo več golfov in kradel? Da si ne bo nadeval maske? Ne, žal bo verjetno pristal ravno tukaj, pri meni, med Goljufi Slovenija. Ker sedaj pa resnično po tem božiču in potem, ker sem zadnje čase doživljam in opazujem, pa res nimam več nobene milosti do, bi rekel, vašega načina vzgoje in tudi, kako v bistvu odvzamete tisto svobodo svojemu otroku. In ga prepričate, da mora biti to, kar vi mislite, da mora biti.
In potem ga porinete tudi do vodilnih mest v Krki, Novo mesto. Seveda vam uspe, ne? Ampak, ali je ta otrok srečen? Ali bo morda naredil samomor? Seveda, zato bo verjetno nekdo drug kriv, nekakor ne vi. Tudi tisti, ki kadite znotraj stanovanja in govorite, kako ljubite svoje otroke. Lepo vas prosim, dajte se malo zamisliti. Ja. Zakaj potem tudi bi rekel, ne, tisti, ki pravite, ja, pa se cigareten dim mu ne škod, ali pa dim od česa drugega. Zakaj potem v bistvu tudi kamina ali pa peči, če jo imate, ne? Dejansko ne rabite dimnika. Vsake tuk cajt odprete okno, pa lahko kar na sred zakurte. Malo se zamislite, no, če se da. Pa ne, da bi vas jaz tle, ki bi rekel, lovil ali pa opozarjal na to, ne? Ampak res, tak šit, kakor gledam v Sloveniji, ga nisem nikjer videl. Kljub temu, da govorite o Američanih, kakšni so in tako naprej, ne? Verjetno večji del vas nikoli tam ni bil. Medtem, ko vam lahko povem, da sem se sprehajal po New Yorku, se prevozil po Ameriki, bil v Kanadi in vam lahko povem, da sem občutil, bi rekel, čist drug narod, dosti bolj prijazen, dosti bolj odprt, dosti bolj simpatičen, nasmejan. Da ne govorim o tem, da sem živel tudi v Avstraliji. Ko sem se vrnil sem in ko sem videl vaše obraze v Sloveniji, sem takrat ustanovil klub srečnih, ker vas nisem mogel gledati. Čisto tako povedano. Ker res ta togota, ta jeza, ta razočaranje, ta potreba, da morate na nekaj vplivati in pa zaščititi neko svojo firmo, tudi če golfa, krade, tudi vašega otroka. Neverjetno. Kaj tazga resnično nisem nikjer drugje videl kot pri nas. Tudi vse verjetno veste, da smo bili nedolgo nazaj, kar nekaj let nazaj, med naši menedžerji so zmagali med evropskimi državami glede na korupcijo. Torej smo zmagali kot koruptivni menedžerji. In čemule, bi se človek vprašal. Čemule? Tako da jaz vam želim vse najlepše v letu 2025. A namesto, da naslednjič jamrate in se produžujete nad politiki, nad gospodarstveniki, dajte malo pomesti pred svojim pragom. Dajte pogledati v to, koga ste vi ogolfali, koga ste vi ukrali, komu vi zamerite za neke stvari, ki jih vi niste razčistili, kako ste se obnašali do svojih staršev in tako naprej. Ljubim vas, God Franci.